Adamova izkušnja razodeva človekovo neprimerljivo superiornost nad vsem ostalim stvarstvom. Drama osamljenosti tudi v današnjem času teži številne osebe, zlasti ostarele, ko jih zapustijo celo njihovi lastni otroci. Ovdovele in na toliko moških in žensk, ki so jih zapustile njihove žene ali njihovi možje. Na številne ljudi, ki se dejansko čutijo same, nerazumljene in neslišane, na migrante in na begunce in na tolike mlade, ki so žrtve potrošništva. Papež Frančišek je v nadaljevanju spomnil, da se našteta dejstva zrcalijo tudi v družini, kjer je vedno manj zavzetosti za nadaljevanje trdnega in rodovitnega odnosa ljubezni, tako v zdravju kot v bolezni, tako v bogatstvu kot v revščini. Trajna, zvesta, vestna, trdna in rodovitna ljubezen je vedno bolj zasmehovana in se na njo gleda kot na nekaj zastarelega. Obenem je sveti oče ugotavljal, kako imajo najbolj razvite družbe najnižji odstotek rodnosti in najvišji odstotek splavov, ločitev, samomorov in tudi najhujše okoljsko in družbeno onesnaževanje. Ko je zatem papež Frančišek govoril o ljubezni med moškim in žensko, je zatrdil, da Bog ni ustvaril človeka zato, da bi živel v žalosti ali bil sam, temveč za srečo, ter da bi delil svojo pot z drugo osebo, s katero bi se dopolnjeval, da bi živel čudovito izkušnjo ljubezni, torej, da bi ljubil in bil ljubljen in bi gledal svojo rodovitno ljubezen v otrocih. Poglejte, kakšne so Božje sanje za njegovo najljubšo stvaritev, torej, da jo vidi uresničeno v ljubezenski zvezi med moškim in žensko, srečno na skupni poti, rodovitno v medsebojni podaritvi. Namen zakonskega življenja torej ni samo živeti skupaj zavedno, ampak se tudi zavedno ljubiti. Ko je na to spregovoril še o družini, je med drugim pokazal na kontradiktornost sodobnega človeka, ki pogosto smeši Božjo zamisel o družini, a ga hkrati privlači in navdušuje vsaka pristna in trdna ljubezen, vsaka rodovitna, zvesta in trajna ljubezen.